Drage ljubitelice in ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. Teden je naokrog in čas je za novo oddajo Športni tednik Koroške, ki se jo lahko gledate na kanalu televizije Sloven Gradec in na KTV Dravograd. Tudi danes bomo, tako kot vsak petek ob 18. uri, skupaj pregledali športno dogajanje v naši regiji, zato vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi. Začenjamo z novico o novem velikem uspehu koroškega športa. Igralci rokometnega kluba Sloven Gradec 2011 so potem, ko so si že pred časom zagotovili preboj v prvo rokometno ligo, na zadnji tekmi letošnje sezone osvojili še naslov prvaka prve B državne rokometne lige. Na zadnji tekmi, ki je bila odigrana 17. maja, so proti rokometnemu klubu Grosuplje potrebovali zmago. In to so pred polnimi tribunami športne dvorane Sloven Gradec tudi dosegli. Končni rezultat 36 proti 22 kaže na prepričljivo zmago. Vendar je potrebno poudariti, da je bil rezultat še v 41. minuti le 21 proti 17. Odpor gostov iz Grosuplega so domači torej dolgo lomili, na koncu pa je prevladala razlika v kvaliteti in širini igralskega kadra domačinov. Kot na večini tekem so si tudi strelci na tej tekmi enakovredno porazdelili nalogo doseganja zadetkov. Na listo strelcev se je tako vpisalo kar 11 igralcev rokometnega kluba Sloven Gradec 2011. Med njimi so največ, po 5, dosegli Žan Šol, Vit Levc in Rok Uniček. Po 4-krat sta bila uspešna Martin Podstenšek in Uroš Štumfl. Po koncu tekme pa smo se pogovarjali s trenerjem Sebastianom Sovičem, kapetanom Klemenom Kresnikom in članom upravnega odbora Alešem Levcem. Pa poglejmo, kaj so nam povedali. Sebastian, najprej čestitke za današnjo zmago, za uvrstitev v prvo ligo in za naslov prvaka prve B lige. Kakšna je vaša ocena današnje tekme? Kakšna je torej vaša ocena današnje tekme? Ja, najprej hvala lepa za čestitke. Najraž bi se izognil tega vprašanju, kajti to ni bilo to, kar sem si jaz želel, če sem pošten. Želel sem, da pripravimo pravi spektakl tej naši super publiki, ki nas je podpirala skozi celotno sezono. Bili smo zelo v krču, vedeli smo, zavedali smo se odgovornosti, da praktično kiksa ne smemo narediti. Zato smo zelo slabo začeli tekmo, nikakor nam ni stekla igra, ampak smo bili v bistvu toliko tempirana bomba. Vedel sem, da rabimo sam par dobrih potez, da se bomo sprostili, zato niti nisem hotel prekinjati igre s kakimi time-outi in podobno. Končno se je v drugem polčasu vendarle odprlo, steklo nekaj konter in mislim, da smo več kot zasluženo zmagali na današnji tekmi in če pogledamo realno tudi, da smo zasluženo najboljša ekipa v tej prvi B ligi. Zgubili smo dvakrat celo sezono, tako da mislim, da je to odličen dosežek za te mlade fante. Jaz bi v prvi vrsti se rad jim zahvalil, jaz sem mojim soigralcem, ki smo z večino, bom rekel, kar z 80% od začetka tega novega kluba že skupaj in res fanti super napredujejo. Ogromno odrekanja je bilo tukaj, ko se mogoče v Tune sploh ne vidi, ampak vse je poplačano z današnjo zmago in naslovo prvako prve B lige. Jaz si sam želim takega napredka v slovenjgraškega rokometa še naprej, tudi v prvi ligi. Jaz verjamem in vem, da bo šlo tudi naprej dobro, kajti fanti so iz pravega materijala, treba je samo nadgradnjo in pa oni morajo verjeti, da so sposobni veliko več, kot trenutno kažejo, pa bo vse ok. Katere so bile prednosti vaše ekipe v tej sezoni, da ste na koncu osvojili naslov prvaka? Tem je bila vaša ekipa boljša od ostalih? Ja, zanimivo, kljub temu, da imamo verjetno eno najmlajših ekip v tej prvi B ligi. Bom rekel, da je ta konstantnost nas kresila skozi celotno sezono. Tudi ko smo imeli padec v igri, ko je prišla ta kriza, ko sem vedel, da bo prišla zdaj ko prej, nismo izgubljali, ampak smo nabirali točko za točko in to je sigurno na koncu odločilo prvaka. Mogoče, pa ne bom zdaj o tem, ampak mogoče bi lahko bilo še boljše. Želim si, da bi bilo precej manj poškodb na naslednjo sezono, da bojo fantje zdravi, kajti to je najbolj pomembno za njih, za njihov razvoj. Drugače pa, če bi mi kdo pred začetkom sezone to ponudil, bi seveda z obema rokama sprejel. Lepo napredujejo, ne bom rekel, da je ekstremno hiter, ampak zelo postopno
kar me še bolj nadaja z optimizmom, kajti tako zgrajena forma ponavadi dlje drži. Kje je pa največ prostora za napredek v vaši ekipi, ker ta napredek verjetno bo potreben za igranje v prvi ligi? Ja, pogledajte, zdaj smo prvo sezono, ko smo bili skupaj v drugi ligi, smo vse posvetili praktično sam telesni pripravi, da smo dvignili te fante in pa tehniki. To smo ogromno delali, letos smo to vse skupaj nadgradili, veliko smo že taktike vključili zraven, ampak drugo leto bo najbolj presodno. Zdaj bo treba te fante taktično zelo dobro pripraviti na to prvo ligo. Mislim, da so telesno dozoreli, da so to sposobni igrati. Mislim, da so sposobni igrati tudi težke tekme, to so dokazali v letošnji sezoni. Izredno se nam poznajo izkušnje Danijela Pleše, ko je prišel letos nam pomagati. Tudi Roka Šimiča v prvem delu sezone. To moram izpostaviti. Mladim fantom je bilo lažje, vendar ko je Šimič odšel, tudi ni bilo težko njim prevzeti bremena. In to je to, kar dela igralce boljše. Morajo imeti zore, morajo imeti idole, da grejo naprej, da se hitreje učijo. Jasno pa morajo se odrekati in živeti za ta rokomet. Sebastian, hvala za odgovore, uživajte danes v tem velikem uspehu, potem pa uspešne priprave za prihodnjo sezono. Hvala lepa. Klemen, čestitke za izjemno sezono tudi tebi. Kako si ti kot kapetan videl današnjo tekmo? Najlepša hvala za čestitke. Ja, seveda je najlepše biti kapetan, še posebej, če si prvak v prvi ligi in s tem si priboril v bistvu uvrstitev v prvo ligo. Tako da res je ena posebna čast. Navijači so vas danes prišli podpreti v zelo velikem številu. Verjetno je posebno doživeti igrati pred takim občinstvom. Seveda je neko posebno doživetje, še posebej v bistvu so nas celo sezono podpirali v velikem številu. Zdaj pa se je šlo le za prvaka in tudi oni so nas ponesli, da smo danes suvereno zaključili zmago. Ravno ti si bil tisti, ki ga je po tekmi doletela ta čas, da je iz rok Mira Požuna prejel pokal za najboljšo ekipo v prvi ligi. Kakšni posebni občutki ob tem? Ja, občutki izvrstni. Uvrstitev v prvo ligo ste si zagotovili že nekaj krogov pred koncem tekmovanja. Kje so bile vaše prednosti v tej sezoni? Zakaj ste bili najboljši v tej prvi ligi? Mislim, da res, da smo se letos zagotovili uvrstitev v prvo ligo, ampak ne smemo gledati zdaj na zadnjo sezono. Moramo gledati odkar se je klub ustanovil leto 2011, ko smo se v bistvu dobili v velikem številu, oddelali tiste priprave in izbrali tisto celoto, v kateri smo zdaj nadgrajevali vse 3 leta. In mislim, da je tu naša prednost pred tekmeci, da smo bili v bistvu že 3 leta smo delali za ta uspeh. Potem še nam je še na letošnjo sezono pridružil izkušeni bivši kapetan Danijel Pleše in mislim, da smo s tem dobili tudi neko dodatno kvaliteto verjetno. Tako, ja, pa izkušenost. V prihodnji sezoni se boste borili proti najboljšim ekipam v prvi ligi. Kje ti vidiš ekipo rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 v prihodnji sezoni? Do kam lahko sežete? Ja, to bomo zdaj videli, kako se bo sploh v prihodnosti, kako se bomo dogovorili z vsemi ostalimi v upravi in kateri igralci bojo ostali, če bomo dobili kakšne okrepitve. Upam, da nas bojo podprli tudi na širši koroški regiji, čim več sponzorjev, donatorjev. Sej od tega smo le odvisni, da bomo jaz upam, da bomo čim više. Hvala za odgovore in seveda srečno v pripravah na naslednjo sezono. Ja, najlepša hvala. Harševci, lepo pozdravljeni in seveda iskrene čestitke po tem velikem uspehu tudi vam. Hvala lepa. Kot igralec ste dosegali velike uspehe tako v klubih, v katerih ste igrali, kot tudi v reprezentanci. Zdaj ste v nekoliko drugačni vlogi kot član upravnega odbora rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, pa tudi tu dosegate velike uspehe. Imate kak poseben recept za to? Ja, recept je zmeri trdo in pošteno delo. Na dolgi rok tu ni šport, je krut in če ne delaš pošteno in trdo, ni rezultata. Fantje očitno delajo tako, mi v pravi se trudimo, mogoče ne sledimo z istim tempom, ampak se ravno tako trudimo. Torej, tako sem rekel, trdo delo in pošteno, na dolgi rok bo rezultat sigurno prišel. Ta nov klub, ki se je ustanovil leta 2011, je v le 3 sezonah prišel iz najnižjega ranga v najvišji, torej v prvo ligo. A ste takrat, ko ste klub ustanavljali, pričakovali takšen uspeh, da bo ta pot potekala tako hitro? Pa ne bi bil pošten, če bi rekel, da nisem pričakoval zdaj v 2 letih ali v 3.
Pričakoval sem dejansko hitro vrnitev, zato ker vem, da je rokomet v Slovenj Gradcu doma, rokometna šola je znana po celi Sloveniji. Fantje si zaslužijo ta uspeh in sedaj samo upam, da bomo uspeli dostojno nastopati v prvi ligi čim dlje. Ja, kot rečeno, pred vami je prva liga, je vaš klub pripravljen na ta velik korak? Jaz sem prepričan, da smo pripravljeni, čeprav bo to pokazal čas. Kot sem že prej dejal, zmeraj so igralci korak pred nami. Z današnjim zadnjim žvižgom, ko se je končala sezona za igralce, se je dejansko za nas v pravi kluba šele začela. Moramo narediti razmere, da bojo igralci lahko igrali dostojno v prvi ligi. Predvsem tu mislim na finančne razmere. Letos mislim, da bomo sezono uspešno zaključili z minimalnim minusom oziroma z nulo. Drugo leto pa upam, da bo s tem, ko nastopa ekipa v prvi ligi, da bo tudi mogoče z tega vidika naše delo mogoče malenkost lažje. No, vašega načina dela, ki se je izkazal za zelo uspešnega, verjetno ne boste spreminjali. Bo ekipa še vedno sestavljena iz pretežno domačih fantov ali načrtuje tudi kakšne okrepitve? Pretežno bo ostala ekipa identična kot letos. Če bo kakšna okrepitev, tudi to se že pogovarjamo, bo izključno za fanti iz domače šole, se pravi s fanti, ki igrajo trenutno v drugih klubih, ampak so plod slovenjgraške produkcije. Kaj druga pa ne, mogoče še v zvezi s sodelovanjem z Velenjem, Celjem, kaj druga pa sigurno ne. Obisk na naši tekme je bil zelo dober, tudi sicer veliko število gledalcev spremlja vaše tekme. Kako pa ste sicer zadovoljni z podporo okolja? S podporo okolja smo izredno zadovoljni. Moram reči, da smo tudi letos izredno zadovoljni s sodelovanjem z mestno občino. Smo ga dvignili na neko višjo raven, ki si jo rokomet v mestu sigurno zasluži. Ljudje na občini so to spoznali, hvala jim. Tudi ljudje imajo radi rokomet, to so konec koncev dokazovali ne samo na naši tekmi, ampak skozi celotno sezono. In naša dolžnost, nas, ki smo trenutno v vodstvu kluba, je, da zagotovimo, da se bo rokomet igral še mnogo leta naprej. Aleš, hvala lepa za vaše odgovore, uživajte v današnjem slavju in uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Sezona v prvi B državni rokometni ligi je torej zaključena. Nastope v prvi državni ligi sta si zagotovila rokometni klub Slovenj Gradec 2011 in rokometno društvo Loka 2012. Kljub temu, da je do konca tekmovanja v prvi NLB Leasing ligi še en krog, pa je znano tudi, kateri dve moštvi bosta iz te lige izpadli. To sta rokometni klub Sviš Ivančna Gorica in rokometni klub Krško. Poglejmo še ostale rezultate zadnjega kroga, končno lestvico prve B državne rokometne lige in katerih 12 moštev se bo v prihodnji sezoni borilo za naslov državnega rokometnega prvaka Slovenije. Dolžni smo vam še imena vseh tistih, ki so rokometnemu klubu Slovenj Gradec 2011 priborili naslov prvaka prve B državne rokometne lige. To so igralci Humek Nejc, Šimić Rok, Voršič Andraž, Zbičajnik Benjamin, Kobold Tadej, Kašnik Dani, Šavc Jure, Podstenček Martin, Plešej Daniel, Pogrevčnik Miha, Ošlovnik Domen, Kresnik Klemen, Levc Gal, Poklič Franci, Uniček Rok, Krevs Rok, Šol Žan, Dobršek Jure, Levc Vit, Vižintin Martin in Štumfl Uroš. In pa še strokovno vodstvo, trener Sebastian Sovič, pomočnika trenerja Darju Dumančič in Andraž Nabrnik ter tehnični vodja Marjan Horvat. Preden pa za danes končamo z rokometom, povemo še to, da so starejše deklice društva Rokometna šola Alena Mihajla iz Slovenj Gradca na zaključnem turnirju državnega prvenstva osvojile bronaste medalje, kar pomeni, da so državno prvenstvo končale na odličnem 3. mestu. Sedaj pa k nogometu. V Štajerski nogometni ligi je bil minuli vikend odigran 23. krog. V tem krogu koroškega derbija nismo videli, kljub temu pa smo bili priča zelo zanimivim obračunom. Vodilna ekipa lige Ravenski Fužinar še naprej igra odlično.
Tokrat so na gostovanju premagali ekipo Zreč s kar 5-0. 2 zadetka je dosegel Jernej Mlakar, po enkrat pa so bili uspešni Mitja Joraja, Gregor Ovčar in Peter Stočko. Ravenčani so v letošnji sezoni Štajerske nogometne lige skupaj dosegli že 60 zadetkov, kar je daleč največ izmed vseh ekip. Dosegli so tudi že 17. zmago v letošnji sezoni, ob le enem porazu in 5 remijih so skupaj zbrali 56 točk. To je 10 točk več kot drugovrščene ekipe nogometnega kluba Koroška Dravograd, ki je v tem krogu gostila ekipo Lenarta. 10 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, 3 kroge pred koncem tekmovanja, pa pomeni tudi to, da si je ekipa nogometnega kluba Fužinar že zagotovila nastop prvaka Štajerske nogometne lige v sezoni 2013-2014. Nekaj dni po tem velikem uspehu smo ekipo Fužinarja obiskali na treningu. Pa poglejmo, kaj so nam povedali. Z nami je kapetan članske ekipe nogometnega kluba Fužinar iz Ravena na Koroškem, Nejc Mlakar. Nejc, najprej čestitke za osvojen naslov prvaka v Štajerski nogometni ligi. Najlepša hvala. Kako bi vi ocenili letošnjo sezono? Jaz mislim, da letošnja sezona je bila več kot uspešna. Smo bili namreč novinci v tej Štajerski ligi in smo že kar takoj osvojili naslov, tako da se nimam pretežko dati. Ja, in to naslov ste osvojili zelo prepričljivo, do konca še 3 kroge, vi pa že prvaki. V čem je bila vaša ekipa toliko boljša od ostalih? Jaz mislim, da predvsem v tem, da nas krasi res odličen timski duh, namreč vseh 26 igralcev je dobrih prijateljev, kar se pozna tudi na igrišču. V prihodnji sezoni torej nastopi v 3. slovenski nogometni ligi, kaj vi osebno pričakujete od teh nastopov? Jaz osebno pričakujem, da bi ta ekipa ostala skupaj in s prihodom kakšnega mladinca ali dva bi se lahko zelo uspešno kosali tudi z mogoče na papirju močnejšimi ekipami. Ja, in v tej 3. slovenski nogometni ligi bo tudi v prihodnji sezoni, kot kaže, oziroma bo v prihodnji sezoni, kot kaže, tudi veliko koroških ekip. To je pa za vas zagotovo z dodaten naboj, kajti ti lokalni derbi imajo verjetno še dodaten naboj. Ja, prav gotovo, pred toliko gledalci, ki se zberejo na teh derbijih, je povsem drugače igrati, še bolj se motiviramo in smo zelo veseli, da je toliko ekip v tej ligi. Pa ste zadovoljni z obiskom gledalcev v naših tekmah? Na naših domačih smo zelo zadovoljni. Nas podpirajo, tudi če nam ne gre dobro. V gosteh jih je mogoče malo manj, ampak tu naravno se vedno zbere dovolj gledalcev. Do konca sezone pa še 3 krogi, 3 tekme. Se bo težko zbrati za te preostale 3 tekme, potem ko ste že osvojili naslov prvaka? Ne, mislim, da ne bo. Mogoče bodo dobili priložnost tudi igralci, ki manj igrajo, ki bojo še posebno motivirani, tako da mislim, da ne bo problema. Nejc, hvala lepa za vaše odgovore, veliko uspeha na preostalih 3 tekmah in pa seveda prihodnjo sezono v 3. slovenski nogometni ligi. Najlepša hvala. Z nami pa je še predsednik nogometnega kluba Fužinar iz Ravena na Koroškem, gospod Rajko Praznik. Gospod Rajko, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Najprej čestitke za zelo uspešno sezono. Vaša članska ekipa je prepričljivo osvojila naslov prvaka v Štajerski nogometni ligi. Kako pa ste vi kot predsednik zadovoljni z letošnjo sezono? Hvala za čestitke. Mislim, da smo si jih zaslužili posebej zato, ker smo v pomladanskem delu imeli velike težave s poškodbami. Na nekaterih tekmah nam je manjkalo celo 5 igralcev, ampak vseeno smo izvlekli maksimum iz naših razpoložljivih moči, tako da mislim, da če bi igrali v kompletni postavi, celo sezono bi bila razlika še višja. Ja, pa kljub temu je bila vaša razlika v tem trenutku kar 10 točk, kar pomeni, da ste 3 kroge pred koncem že osvojili naslov prvaka. Sicer pa Ravne ne slovijo ravno kot mesto z nogometno tradicijo. V preteklosti so bili v ospredju drugi koroški klubi, v zadnjih letih pa na Ravnah odlično delate v nogometu. Kdaj se je, oziroma na kakšen način se je zgodil ta preobrat? Ja, ne pozabiti, Ravne so bile 20-30 letja najboljši koroški nogometni klub. Vendar se je potem malo zamrlo, ker so začeli profesionalizmi v Dravogradu, v Prevaljah, mi smo pa ostali amaterski klub skozi. Vendar nogomet je malo zamiral tam po letu 2001-2002 in pred 4 leti smo formirali novi odbor in od takrat smo razdelili dejavnosti tudi na nogometno šolo, poudarek na svojih kadrih imamo, in je začela stvar rasti. Iskali smo najbolj sposobljene voditelje, trenerje in to nam je kar dobro uspelo, tako da nam nogometna šola raste iz 40 danes na 160 otrok in mislim, da je to temelj za bodoče. Doma smo zbrali naše igralce iz okolic, to se pravi domače, predvsem igralce imamo 3-4, ko se vozijo tudi od nekje, vendar imajo interes v Ravnah, to se pravi, da imajo punce v to, žene v tukaj. Tako da mislim, da
to je jedro. Mi želimo imeti domači kader, domač zgojeni kader, ki čuti pripadnost do kluba. In tu je temelj našega razmišljanja. In mislim, da je prava pot, morda pač ima kdo druge pristope, ampak naš je tak. No, ker sem jaz v klubu, mislim, da bomo se kar držali tega. A bomo morda prišli jutri, danes v 3. ligo, iz 6. lige smo prišli v 3. ligo, bomo prišli morda v 2. ali 1. Mi sistema verjetno ne bomo menjali. Načina razmišljanja pristopov. Zato, ker želimo, da fantje dajo na terenu vse od sebe, da vejo, za koga igrajo, za svoje gledalce, ko jih poznajo, in da imajo odgovornost tudi do kraja, do občine in do teh kolektiva, ko je tu. Ja, takšnega sistema, ki prinaša tako dobre rezultate, praktično nima smisla menjavati. Vaša ekipa že kar nekaj sezon praktično ne pozna poraza, v katerikoli ligi je že igrala. Čemu pripisujete takšno konstantnost vaše članske ekipe? Tudi sreče, tudi srečo moraš imeti. Če se žoga odbije od prečke v gol ali pa izven gola, je velika razlika. Vendar, da imaš pa tako konstantnost, pa pomeni to, da veš, kaj želiš in da nastopaš takole, da ti igravci, soigravci, trenerji in vsi verjamejo. In mi z našimi trenerji v 6. ligi je začel Kuzma Laci, potem je Toni Tomažič in danes Niko Podvinski, smo imeli kar srečo. To so bili vsi pripadni klubov, pripadniki in dobro so delali. In tu je tudi odraz tega, da fante čutijo, da je treba za to tim skupni nekaj narediti. Ja, prihodno sezono pa torej članska ekipa v 3. slovenski nogometni ligi. Kaj vi kot predsednik pričakujete od nastopov v tej ligi? Jaz pričakujem z največjo upanjem, da bomo končno uspeli zgraditi te prepotrebne garderobe in tribune ob samem stadionu. To je prva stvar, ki najbolj nujno rabimo. Druga stvar pa je, da rezultatsko mislim, da velikih razlik ne bo. To se pravi, računamo, da bomo med prvimi 4-5 ekipami in ukoliko se nam posreči to, kot se nam je letos, bomo šli pač naprej. Mi načina, to se pravi nagrajevanje igralcev, ne bomo spremenili. Mi smo čista amaterska ekipa, sami delamo, sami zbiramo denar, hodimo na priprave, dvakrat smo bili v Turčiji na pripravah in to z lastnim delom, z lastnim prispevkom. Mi nimamo nobenih donacij od krajevne skupnosti, sami zbiramo denar in mislim, da je to tudi za slovensko ligo prava pot. Vendar, če tam ne bo šlo drugače, bomo pač morali spremeniti, vendar z drugim vodstvom, brez mene. Ja, to je verjetno prava pot kar v vsem slovenskem športu, glede na težko gospodarsko situacijo pri nas. Pa se tudi kdaj poigravate z mislijo o 1. ligi? Mislite, da je nogometni klub Fužinar sposoben uvrstiti tja? Težko, mislim, da so naše ambicije bolj kvečemo 2. liga. To je bil vrhunec, ko ga mi želimo, ker potem je pa že profesionalizem. Profesionalizma pa naravno ne želimo. Vse, kjer so imeli do zdaj profesionalizmi, so padli še na najnižje veje in mi to ne želimo več. Mi želimo ohraniti zainteresiranost krajanov za nogomet, ker poznajo naše igralce. Oni vejo, kdo so ti fantje, ko igrajo za naš klub in so njihovi sorodniki, ki pripadajo v te isto družino. Tako da, če pripelješ pa ne vem od koga, od katerih krajev, je pa on igra tu za denar, on igra za klub, on igra za tisti honorar, ko ga pač dobi. In to je razlika. Mi želimo to ohraniti. Nič ne želimo to zgubiti, Fante, ko smo jih ponujali v druge, mi imamo 26 redno na treningih, pa še 4 igralci so v Mežici, 2 sta v Črni, naši posojeni igralci, to 30 imamo kolektivčeka, Čeprav niso vsi vrhunski igralci za ne vem kakšne lige, ampak so naši fantje. In mi to zelo spoštujemo in to cenimo največjo vrednoto, našo. Zelo pozitivna je ta vaša pot. Jaz upam, da bodo tudi naprej takšna. Želim vam, da se vam vaši cilji v prihodnosti izpolnejo. Hvala za vaše odgovore in uspešno delo še naprej. Hvala lepa. V Dravogradu je kot rečeno gostoval Lenart. Tekma pred 350 gledalci se je končala brez zadetkov, kar pomeni, da je vsaka izmed ekip osvojila po točko. Na ta način Dravogradčani ostajajo drugi, ekipa Lenarta pa 4. Med omenjenimi ekipama je na lestvici po 23 krogih ekipa nogometnega kluba Radlje. Ta je v tem krogu gostila nogometaše Šoštanja in pred več kot 300 gledalci zmagala z 2-1. Potem, ko so po prvem polčasu zaostajali, sta domačim pomembne 3 točke zadetkoma zagotovila Jan Sredenček in Tadej Kovač.
Kot rečeno, so Radeljčani na 3. mestu, do sedaj so zbrali 42 točk, 4 manj od Koroške Dravograd in 3 več od Lenarta, ki ima odigrano tekmo manj. Boleč poraz pa je v boju za 5. mesto, ki v prihodnji sezoni zagotavlja igranje v 3. slovenski nogometni ligi, doživela ekipa Pece iz Črne na Koroškem. Na gostovanju v Pesnici je izgubila z visokih 2-7. Oba zadetka za goste je dosegel Robert Zec. Ta poraz je igralce Pece pahnil na 10. mesto, za 5. mestom zaostajajo 3 točke. Na ta način so izmed vseh 6 ekip, ki se borijo za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo, 3 kroge pred koncem tekmovanja v najslabšem položaju. Za 3. zmago koroških ekip v tem krogu so poskrbeli Slovenjgračani, ki so na domačem igrišču s 3-1 premagali ekipo nogometnega kluba Kovinar Štore. Za 5. zmago v sezoni so zadetke dosegli Urban Knez, Lovro Grošovnik in Mario Crnjac. Kljub osvojenim novim 3 točkam, igralci nogometnega kluba Slovenjgradec ostajajo na zadnjem mestu na lestvici Štajerske nogometne lige. V prihodnjem krogu se nam obeta derbi koroških ekip v Črni na Koroškem, kjer bodo gostovali Radeljčani. Gostovali bodo tudi igralci Koroške Dravograd in sicer v Šoštanju, pa tudi Slovenjgračani, ki se bodo v Rogatcu pomerili z ekipo nogometnega kluba Mons Claudius. Na domačem igrišču pa bodo tekmo 24. kroga igrali Ravenčani. V gostejmi prihaja ekipa Tehnotim Pesnica, ki je v zadnjih krogih v odlični formi. Zagotovo se nam obeta zelo zanimiva tekma, zagotovo pa bo nove prvake Štajerske nogometne lige prišlo pozdraviti tudi veliko navijačev. Poglejmo rezultate 23. kroga, lestvico in pare 24. kroga, ki bo odigran ta vikend. Zelo blizu naslova prvaka in sicer v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor je tudi ekipa nogometnega kluba Korotan iz Prevalj. Po 22 odigranih krogih imajo na prvem mestu 7 točk prednosti pred ekipo Dobrovc. V tem krogu nobena izmed vodilnih dveh ekip ni bila pretirano uspešna. Nogometaši Korotana so na domačem igrišču le remizirali z ekipo Marjete, rezultat je bil 1-1. Igralci Dobrovc pa so na gostovanju v Slivnici izgubili kar z 1-5. Kljub remiju so Prevaljčani svojo prednost na prvem mestu torej celo povečali. 4 kroge pred koncem tekmovanja so zbrali 52 točk, njihovi najbližji sodelovalci pa 45. Tudi v prihodnjem krogu, ki bo na sporedu to soboto, bodo nogometaši Korotana igrali na domačem igrišču. V gosteji jim prihaja ekipa Gostilna Lobnik iz Slivnice. Domači igralci bodo zagotovo zelo motivirani, saj bi si za morebitno zmago, ob za njih ugodnih rezultatih na ostalih tekmah, že lahko zagotovili naslov prvaka prve članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor. Kot smo povedali že v prejšnji oddaji, bi jim ta naslov omogočil nastop v dodatnih kvalifikacijah za nastop v 3. slovenski nogometni ligi v prihodnji sezoni. Pa si poglejmo, kako izgleda lestvica prve članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor po odigranih 22 krogih in pare prihodnega kroga, ki bo na sporedu ta vikend. Naj bo to dovolj nogometa za danes, nadaljujemo pa z namiznim tenisom. Na začetku meseca maja je bilo na Ravnah na Koroškem v večnamenski dvorani športnega centra Ravne finalec slovenskega pokala v namiznem tenisu za članice in člane. Na finalni turnir so se v ženski konkurenci uvrstile naslednje ekipe. Pri članicah domačinke in državne prvakinje Namiznoteniški klub Fužinar Interdiskont, Namiznoteniški klub Logatec, Namiznoteniški klub Arigoni in Namiznoteniški klub Muta. Da so igralke Namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont zraven na Koroškem v tej sezoni nepremagljive, so dokazale tudi tokrat, saj so osvojenemu državnemu naslovu dodale tudi naslov pokalnih prvakinj. Zlata dekleta so igrala v zasedbi Manca Fajmut, Asja Kosabova, Nika Trzala Veronik in na ta način so obranile lanskoletni naslov pokalnih prvakinj Slovenije pod vodstvom trenerja Darka Jamška.
Kot rečeno, so Ravenčanke v tej sezoni osvojile tudi že naslov državnih prvakinj in tako potrdile napovedi strokovnjakov pred sezono, da pravih konkurentk ne bodo imele. To je že njihov 5. zaporedni naslov državnih prvakinj. Tudi sicer pa so igralke Namiznoteniškega kluba Fužinar zelo uspešne. Poleg naslovov v članskih ekipnih tekmovanjih so v sezoni 2013-2014 osvojile še naslednje naslove državnih prvakinj. V kategoriji mladinke ekipno, med ženskami posameznicami, kjer je bila najboljša Fajmot Manca, v mešanih dvojicah sta slavila Zala Veronik in Gregor Zafošnik iz mariborskega namiznoteniškega kluba. Zala Veronik je bila najboljša tudi med posameznicami U21. Skupaj s sestro Niko sta zmagali med dvojicami v kategorijah U21 in mladinke. Nika pa je bila najboljša med mladinkami. Posamezno. Poglejmo še enkrat vse naslove, ki so jih v tej sezoni osvojile igralke Namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont. Na atletskih stadionih je bilo tudi ta teden zelo pestro. Izpostaviti velja prvenstvo atletiki za mlajše mladince in mladinke, ki je potekalo na Ptuju 17. in 18. maja. Na njem so odlično tekmovali tudi atleti Atletskega kluba Slovenj Gradec in pritekli 3 medalje. 2 zlati je osvojil Tine Glavič, in sicer v teku na 1500 ter 3000 metrov. Jaka Pogorevc pa je v teku na 800 metrov osvojil bronasto medaljo. Ta vikend je v avstrijskem Zeltwegu potekal dvodnevni judo turnir. Skupaj je nastopilo 613 judoistov iz 15 držav. V nedeljo so se turnirja udeležili tudi judoisti judo kluba Akron Slovenj Gradec in vsi osvojili odličja. Najbolje sta se odrezala Zala Pečolar in Aljoša Jankovski, oba sta zmagala po 3 borbe in osvojila prvi mesti. Laura Božič je osvojila srebrno medaljo, Nika Perovnik pa bronasto. V sredo 28. maja bo na Ravnah na Koroškem podelitev priznanj športnik leta 2013, ki bo potekala v okviru tedna športa na Ravnah na Koroškem. Izvršni odbor Zveze športnih društev Ravne na Koroškem je na podlagi rezultatov za najboljše v letu 2013 izbral naslednje. Športnik leta 2013 je postal Damir Dugonič, član plavalnega kluba Fužinar. Športnica leta 2013 je Tjaša Oder, prav tako članica plavalnega kluba Fužinar. Športna ekipa leta 2013 pa je postala ženska ekipa Namiznoteniškega kluba Interdiskont Fužinar Ravne. Priznanja pa bodo podelili tudi mladim perspektivnim športnikom in športnicam do 15. leta. Prejeli bojo Tina Česnik, članica Koroškega atletskega kluba, Janja Jamšek, članica plavalnega kluba Fužinar in Aljaž Gostečnik, Gašper Voda, Saša Ranc ter Martin Džambas, ki so vsi člani judo kluba Ravne na Koroškem. Poleg te bo v prihajajočem tednu še veliko drugih športnih prireditev. Poglejmo še enkrat, katere nogometne tekme članskih ekip si boste lahko ogledali na koroških igriščih. Vse tekme bodo v soboto 24. maja. Najprej pa tekme Štajerske nogometne lige. Na Ravnah na Koroškem bo ob 17. uri tekma Fužinar Tehnot in Pesnica. Ob isti uri se bo v Črni na Koroškem pričel tudi derbi koroških ekip med ekipama Nogometni klub Peca in Nogometni klub Radlje. Ob 18. uri pa bo na Prevaljah tekma članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor med Korotanom Prevalje in Slivnico. Zelo aktivni bodo tudi športniki na drugih področjih in drugih športih, tako v članski kot tudi v mlajših kategorijah. V njihovem imenu vas vabim, da si vzamete čas in obiščete katero izmed športnih prireditev naših regij in jih podprete. Za tiste, ki pa vam to ne bo uspelo, na kanalu televizije Slovenj Gradec v okviru športne nedelje pripravljamo posnetek nogometne tekme Štajerske lige med ekipama Koroška Dravograd in Lenart. Začnemo ob 15. uri, vabljeni k ogledu. Po oddaji pa vas vabim tudi k ogledu kratkega športnega filma. Posnel ga je Luka Karlin, nosi pa naslov BMX Session Klagenfurt. Povabil bi vas še, da nam pišete na elektronski naslov sportnitednik@tvsg.si. Veselimo se vaših pripomb, pohval, vprašanj in informacij o športnem dogajanju na Koroškem. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste v naši družbi uživali in da se nam boste zopet pridružili prihodnji petek ob istem času na istem kanalu. Do takrat pa čim več športnih užitkov in nasvidenje.